Prvi del slovenskega avtocestnega odseka je bil zgrajen že skoraj 45 let nazaj in prav zanimivo bo slišati, kakšne prigode in kaj so imeli v mislih takrat, ko so ga snovali. Ampak za začetek, kaj vam je od otvoritve tega odseka najbolj ostalo v spominu? Ja, marsikaj, ne. V bistvu je bil to takrat velik dosežek, ne. Bili smo na to zelo ponosni. In še pred otvoritvijo, ne, nas je pa počastil z obiskom Josip Broz Tito, maršal, takratni predsednik dosmrtni Jugoslavije, in ga je pobral naš takratni direktor Lojze Blenkuš, ki je zdaj žal že pokojni, v Ljubljano, no in so se pripeljali gor na tlele na avtocesti, ko se začne cesta iz Barja dvigovati na koncu viadukta Vert. In tam smo bili postrojeni, mi nadzorniki, pa ne vem še kdo, in kupenih ljudi, in so nas takole ob rob postavili ceste, pa gardisti so bili tako postavljeni in so nas gledali, nepremično in nisi smel imeti roke v žepu, bohvar, nisi smel v žep sešt, bohvar. In to je bilo vse tako zelo, tako. No in pa se je tisti Pullman Mercedes ta velik pripeljal, ne. Pravi, ta najdaljši, so se zadaj vrata odprla, in sta preletela ven, skočila dva taka bela psa, pudeljčka, jaz ne vem kva, pudeljčka, in sta jo ubrala dol po cest, ne. O, Madonna, mi smo se začeli rezati, tisti gardisti in trije oficirji so laufali za njima, ne, in pol je stopila ven Jovanka in pol je stopil naš direktor Blenkuš, ki se je tudi z njim pripeljal, odprli so vrata in je stopil ven maršal. Bil je pa namrgoten, kot 100 hudičev, slabe vole, nekaj tak čemeren, zelo, ne, smo rekli, kva pa mu je. No in ko smo slišali, kaj je bilo, je rekel Blenkuš, ves ponosen, je rekel, evo, je rekel, druže predsedniče, to je naš prvi avtoput v Jugoslaviji. Pa ga on gleda pa prav, a zbog toga ste vi Slovenci toliko galamili. Pa je šel gor pa dol, pa se je odpeljal. Konc, amen. Bil je slabe volje zaradi tiste cestne afere, ki je bila takrat, a ne? Ker smo hoteli imeti istočasno gradno Vrhunko Postojno, pa še Maribor Celje. Ampak to je bilo kar vizionarsko, ne? V tistih časih delati avtocesto dobro, imeli so jo že Nemci, pa tudi kakšne okoliške države, ampak v Jugoslaviji je bilo pa to prva stvar, ne? Veste, kaj je bilo? To so bili obdobje tam konc 60-ih let, ne? In to je bil Kavčič, takrat. Stane Kavčič, predsednik izvršnega sveta, in takrat se je začela zadeva zelo odpirati. Takrat se je začel gospodarsko dvigovati, takrat je bila neka vizija, ne? In so leta 1969 napisali en fantastičen dokument, o razvoju avtocest, strategija razvoja avtocestnega sistema v Sloveniji hitrih cest. In je v bistvu zajemal 594 kilometrov izgradnje avtocest do konca leta 1989. To se pravi, leta 1969 so predvidevali 20-letno obdobje za 594 kilometrov. In če gledate tisti dokument, so naš nacionalni program, kasneje postavljen, je točno to. In to, kar je danes zgrajen, če greste tisto knjigo pogledati, je enaka zadeva, vizionarska, in da so pa to, bi rekel, sploh imeli v glav, je bilo pa predvidevanja, so bila zelo visoka gospodarska rast, ne. Takrat je bil dohodek na prebivalstvo v Sloveniji $723, leta 1968. Potem so pa predvidevali, da bo leta 2000 $2400 na prebivalca. To se pravi velika rast, ne. Recimo, zanimivo je nekaj, takrat je bil PLD5 tle na tej smeri, to se pravi povprečni letni dnevni promet avtomobilov je bil okrog 6000 avtov, ne. In oni so imeli v projekcijah, da bo leta 1996 na tem kraku vzhod-zahod 45 tisoč avtomobilov na dan. Danes, 96 smo pol primerjali podatke, jih je bilo samo pol tega. Samo pol tega, danes imamo to. Tole, ki zdaj gledamo, tle je čez 70 tisoč, ne. Ampak povprečno tam okrog na primorski avtocesti je pa 40, 45 pa tako naprej, ne. Velika vizija je bila, to hočem reči. Ko ste projektirali ta prvi krak, ne, ste razmišljali o tem, da koliko avtomobilov se bo, ker takrat gostota prometa tudi na regionalkah... 6 tisoč, 7 tisoč. Ampak to je
predimenzioniranje. Ne? Moraš imeti v mislih, da se bo nekaj zgodilo. Točno to. Da bodo ljudje začeli kupovati avtomobile, dnevno migrirati, da se bo gospodarsko, kot ste že rekli, dvignilo. Ja, sej to je bilo predvideno. Lejte, mi smo takrat, projektantske osnove za 4-pasovnico so bile 15 tisoč. 15 tisoč vozil na dan, PLDP, to je tista meja, ko so rekli, da je pa treba zdaj razmišljati o 4-pasovnicah. Ne, glih avtocesta, lahko bi bila tudi hitra cesta. Ampak mi smo imeli takrat bistveno manj, ne? In ko si se pelal tam Vrhnika Postojna v tistih čajtih, to je bilo, so ptički prepevali, si bil nekaj časa kar sam. A so bili sploh znaki za omejitev od začetka? Ja, mislim, da jaz se ne spomnim, ampak vem, takrat ni bilo 130, koliko je danes, mislim, da je bilo celo 120 uradno, ampak kakšne posebne signalizacije v tej smeri se jaz ne spomnim. Oziroma, tako je, tudi avtomobili takrat, sej, kdo pa je s fičko tam vozil več kot 130, veste, Tem je bolj za šalo kot za res vprašanje, če so se ljudje držali omejitev, kar je danes preizjema kot pravilo. Ja, so vse, kolikor toliko sam na avtocesti, kolikor se jaz spomnim, ni bilo. Tudi ni bilo kakšnih hudih kontrol, ni bilo prometa. Ste razmišljali o projektiranju tudi o sami okolici? Kaj bodo ljudje gledali, ko se bodo recimo vozili tudi tranzitno čez Slovenijo? Recimo v Nemčiji so na nek način tudi to želeli malo okolico pokazati. Ja, sej je, recimo, če vi danes pogledate z očmi neke projektanta ali pa z očmi okoljaša cesto od Vrhnike do Postojne, danes jo ne bi naredili nič drugače. To je lepo položena v teren, lepo položena z dobrimi elementi, vertikalnimi, horizontalnimi, tako da je recimo razlika med temi novimi odseki, ki so zdaj nastali, pa med tistem jo ni. Najbolj boste videli na odbojnih ograjah, tam so še nek ta stare, recimo, tam se vidi. Je pa nekaj zanimiv, Hrvati so takrat odprli istočasno Zagreb-Karlovac. Smo tekmovali, kjera bo prej. Kdo bo prej? Ja, kjera bo prej. Ampak smo mi prehiteli. Smo mislim za 2 meseca, ampak nisem sigur. Samo pejte se danes peljati na tisto cesto, boste pa videli, kako je stara. Pa kako je čist drugačna, pa elementi so drugačni, to se pravi, tam se vidi, tam ima ta, bi rekel, nadih starosti. Tale naša pa nima. Ampak verjetno je tudi pomembno, kako jo potem neguješ, obnavljaš. No, ampak elementov ne moreš popravljati. Recimo, gre za to, kako je položena, kako elementi, recimo ta proti Postojni, ta odsek, ima samo en element, ki ne ustreza računski hitrosti 120, ker to je bilo narejeno na računsko hitrost 120, danes se temu reče projektna hitrost, to je projektantska, bi rekel, norma. Pri Štampetovem mostu, ko se peljete dol, tam imate celo table za krivino. Tam je radij 700 in to je najmanjši horizontalni radij na celi trasi, ki ne ustreza računski hitrosti 120. Ko projektiraš avtocesto, vemo, Američani imajo tiste dolge ceste, ko dejansko ne vidiš konca in bi lahko volan samo fiksiral. Vmesne pasove imajo po 20 metrov, mi pa 4. Dobro, ampak smo malo manjši. Ampak sem želel vprašati to, da je treba recimo razmišljati o krivinah, ne samo o minimalnih, tudi malo večjih, zato da človek ne dobi tistega občutka neke dolge, brezbrižne, brez romantike ceste. Je to kje zapisano v kakšnih projektantskih knjigah? So neke norme, samo ni to prav zelo eksaktno. Recimo, če je ravnina ali tak teren, načelno je lahko ravna. Načelno je lahko ravna, ampak vsej Slovenija je toliko, bi rekel, konfiguracija je tako pestra, da je tega pri nas zelo malo. Sej pa zmeraj gledali, da so neko sosledje krivin tako, da recimo, da ni dolgočasna. In če pogledate danes, so vse tako narejene, da so, bi rekel, iz tega vidika zelo ustrezne. Kako je pri gradnji avtoceste zdaj in kako je bilo takrat? Zdaj sprašujem z vidika teh papirjev, ki jih je treba imeti, pa okoljevarstvenih dovoljenj. Je bilo takrat kaj lažje, kot je zdaj, ko je civilna iniciativa, društvo za zaščito tega, onega? To je jasno, da je razlika. Vi morate vedeti, da v 60-ih letih, ko smo to začenjali, pa tudi kasneje, je bil še zmeraj socializem pa komunizem.
In takrat, kar so rekli, a ne, tam se ni dal ne vem koga narediti. A ne. Ampak javno mnenje je bil na vaši strani ja, takrat? pa je to pa ja. To je pa zanimivo. Se pravi, dajmo graditi avtocesto. Ja, dajmo denar za nekaj, česar trenutno še ne rabimo. A veste, koliko so hodili gledati na gradbišča, smo mi to začeli? Ker to je bilo nekaj neverjetnega, to je bilo širok, to so bili veliki nasipi, veliki vkopi, minirali se je, Madonna, to je šlo po luft in so ljudje hodili to gledati. In to z velikim zanimanjem, ne, tako da je bilo to zelo popularno. Ne. Pa tudi, če pogledate pol, cestnina, ne, to je bila prva, ki je imela cestnino in to v socializmu. Od vsega začetka cestninska cesta in to ni se noben bunil. To je zanimivo. Niso ljudje raje šli dol pa po stari, da ja ne bom plačal, tako kot zdaj delajo. Zdaj delajo šparovci, ne vem koga pa okoli vozijo, ampak takrat je bil splošen vtis, da je bila cestnina sprejeta. Ker to je bilo nekaj, ena čist druga kvaliteta, to se je drugače pelalo, to je bilo fajn in ni bilo menih problemov s tem. Kakšna je težava, recimo, pa ne samo pri ta starem odseku, tudi pri ta novih delih avtoceste, s to obrabo, s tem prometom, tranzitom? Koliko časa zdrži, ker tako recimo za nekoga, ki se ne vozi ravno pogosto po avtocesti, se zdi, da vedno nekaj delajo, ne? Si prav. To je edin prav. To je prav. Jaz moram reči, lejte, na koliko časa je treba menjati? Darsu je treba čestitati, da zdajle v zadnjem obdobju, nekaj časa niso, ampak v zadnjem obdobju ogromno vlagajo v obnove. Se pogledajte tam pri Uncu, koliko se zdaj to stoji, pa tako naprej. In to je edin prav. Če hočeš ti to imeti, moraš to obnavljati. Če to zanemaraš, če enkrat pade pod nek nivo, potem je strahovito težko spraviti nazaj spet na ustrezen nivo. In to dobro delajo in te zapore pač bojo. To je treba pač upoštevati, tle nikaj. Ne. Zdaj, koliko časa se to obrab, je odvisno tudi, koliko dobro je narejen, kakšen je teren, kaj spodaj. In pa recimo garancijske dobe, ne, za asfalte so zdaj 5 let. Izvajalec mora garantirati za 5 let, za objekte pa 10 let. Ampak če že po 5 letih kaj narobe, to ni nič fajn, to ne sme biti. Ne. Mi smo takrat predvidevali, da mora biti najmanj 15 let, na asfaltih se ne sme nič zgoditi, na objektih pa 20 let se ne sme nič zgoditi, a pa še pol ne. Se pravi, samo takrat je bil promet, se pravi, čisto nekaj drugega kot danes. Ne. Ampak tudi danes je tako, ne, če pogledate, dosti zdrži, ne, mislim, in so tele stvari kar v redu. Zdaj, če se še malo vrnem na tiste države, ki so že imele takrat avtocesta, katero ste najbolj gledali? Italijo. Saj smo tudi privzeli signalizacijo, lejte, mi imamo na avtocestah zelene table, ne tako kot Italijani. Nemci imajo plave. To se pravi, mi smo se dosti zgledovali po Italijanih. Smo tudi tja hodili, pa se z njimi tudi dobivali, pa se posvetovali, pa tako naprej. V glavnem Italijani. Oni so imeli tudi cestninske, ne. Zanimivo je, ne, da če greš potem na italijanske avtoceste, moram reči, da čeprav je javno mnenje tu v Sloveniji drugačno, so naše ceste, se mi zdi, veliko boljše kot italijanske. Veliko boljše. Imate določene odseke v Italiji, ki so zelo, zelo slabi, poseben tak je bila ta prva avtostrada del Sole, ne. Tam imate na nekaterih odsekih zelo slabo, ne. Pa tudi recimo v Italiji ti servisi obcestni, ne, naše bencinski servisi, pa vse to postajališča, to je čisto drugače kot tam, mislim, boljše. Kakšno pa je vaše mnenje o omejitvah hitrosti? Zdaj, bili smo v Nemčiji, vozili smo zelo hitro, še vedno varno, a hitro, in smo ugotovili, da dejansko pri nas, na nekaterih odsekih, bi se dalo z lahkoto voziti dobro, če ni prometa in tako. Ampak kje je tukaj, ne vem, zadržek? Zdaj, 45 let nazaj je bila omejitev 120, potem je šlo na 130, od takrat so avtomobili napredovali, varnost je napredovala. Jaz upam, da smo tudi vozniki napredovali v svojem znanju, še posebej, ker delamo več kilometrov na leto, ampak omejitev je pa še vedno kar nekje obstala. Jaz to ne vem, zakaj, to sem premalo, bi rekel, se s tem ukvarjal, da bi vedel, ampak kot voznik, ne, danes recimo, pa tako ste rekel, avtomobili, jaz mislim, da bi bila komod 150, ne, omejitev, ne. Zdaj, nekaj časa so imeli ponekod, meni se zdi, da Italija, da je imela po kubaturah, ne, pa po moči motorje so bile različne, ne, če si imel dober avto, si lahko več vozil, kot če si imel enega fičota. To tudi
ni mogoče tako slaba ideja, ampak so to tudi pol opustili. Varnostne zvezdice recimo bi lahko nekaj tako štele. Ne? Tako da je tle težko biti pameten. Ne? Zdaj, ker je pa res, da danes več kot 130 se kmalu ne dal več voziti tle pri nas. Jaz zdaj veliko vozim recimo dol do Kopra, ne? Tedensko praktično vam povem. To je včasih... Bi bilo bolje iti po stari cesti. Neverjetno, koliko je to narastlo. Morda za primerjavo, za tiste avtoromantike, koliko časa je človek potreboval, ne vem, od Ljubljane do Postojne, recimo, ali pa od Ljubljane do Kopra pred avtocesto, pa kako so se te številke spremenile potem, ko je bila avtocesta? Veste kaj, lejte, to se je šlo takrat, največja ovira, ne, je bilo tam planinsko polje, pa tiste, mi smo rekli, kačje ride. To so tiste serpentine pred Postojno, ki se gor uspnete, ne, tam so bili tovornjaki, tam so bili avtobusi, tam se je stal, tam so bile stoječe kolone, vam povem, in smo rabili po 2 ure. Še več, recimo mi smo dol na morje hodili v Umag, ne, 3 ure pa pol do Umaga. Pa takrat ni bilo meje, a ne? Zdaj pa uri pa pol. Ura 3/4, če ni na meji kaj, ne? In to se pravi, tle se je bistveno se je spremenilo. So bili kakšni postopki recimo drugačni oziroma je bilo treba pristopiti drugače pri gradnji avtoceste na Barju? Ker vemo, da je podlaga... Veste kaj, Barje bi lahko imeli posebno oddajo o Barju, ne? Ker to je pa tehnologija, to je bil pa največji izziv. In tle imamo dva odseka, to se pravi Ljubljana-Vrhnika, pa južna obvoznica Ljubljanska. Ne? In to je šlo po Barju in dejansko se nekaj časa sploh ni vedeli, kako bi se tega lotili. No, na koncu je bilo tako, da smo uporabili za nasipe elektrofiltrski pepel. To je pepel od teh termoelektrarn. Tam, ko se premog na filtre useda, se to dol pobira in tega so imeli... Se ga ponovno uporabi. Tako, no, ker je bistveno lažji kot recimo kamnit nasip. Kar je pa najbolj važen, je pa, da so bile uporabljena tehnologija vertikalnih drenaž. To pomeni, da se je v zemljo, so se zapičile v rastru 1,5 trikotnik 1,5 metra do 15 metrov globine plastični trakovi, ki so imeli na obeh straneh globoke žlebičke, okrog je bil ovit filc in to se je našpikalo noter, ne, v tem rastru, kakor sem rekel. In kaj to naredi? Ko daš ti nasip gor, nastane noter voda, hoče nekam pobegniti, nastanejo tako zvani porni tlaki v zemljini, ki je slabo propustna. Te drenaže pa omogočajo vodi, da izteka ven. To se pravi drenira. Vi pospešite konsolidacijo. Potem smo dali pa še gor 2,5 tone na kvadraten meter za pol leta predobremenitve. To se pravi večjo težo, kot bo pol na konc. In to vse je povzročilo, da se je cesta že med gradnjo posedla, ponekod tudi za 2 metra šla dol. Ampak je bila stabilna. In potem, ko smo to razbremenili in naredili gor asfalte, je obmirovala zadeva. To je bila tehnologija, no se, če se danes peljete po takelem Marostu, a veste, ponekod po svet je to tako, ne? Ja. Ta je pa odlično uspela zadeva, in do Vrhnike, in do to. Ampak je bilo pa to zelo naporno. Mi smo naredili 100 metrov dolg poskusni nasip 1:1 v trasi avtoceste, ko smo ga merili, kaj se dogaja, kako se poseda, kako se porni tlaki zmanjšujejo. To je bilo kot en laboratorij na terenu in to je trajalo en let. Koliko vrtin je recimo treba vzeti na eni trasi, preden začneš postavljati avtocesto? Odvisno od te geologije, ne, recimo tam, kaj jaz vem, nekje na kamnu ni treba kaj, ne vem kaj, ampak tle smo pa praktično veliko prevrtali, ne, pa to tudi veliko analiz naredili, laboratorijskih. Tle so sodelovali tudi univerza, geološki zavod, ZRMK, tudi Zagrebška univerza, pri tem, ko smo to projektirali. Pa gor smo bili, jaz sem bil 3 mesece na Švedskem na eni praksi, Švedi so to geomehanko na slabo nosilnih tleh zelo dobro obvladajo. Perfekten, odlično. Še za konec, če se vrnem k našem prvem avtocestnem odseku, so bili, veste, za kakšen tuj odziv na našo avtocesto, so kaj pisali v nas, govorili, recimo, dobro, ne zgolj v Jugoslaviji, ampak v ostalem delu Evrope. Največ je bilo odzivov Italijanov, ker smo se z njimi konzultirali, ampak to v teh strokovnih krogih so tudi prišli gledati. Pa tudi Avstrijci so imeli
en interes, kako pa kaj, ne? Ker se je tle tudi iz Avstrije na morje skrajšvala pot. Ne? Ja, in je v interesu Ja, zagotovo. sigurno. Kakšni so pa izzivi, ki prihajajo, pa ne bom zdaj rekel v naslednjih 45 letih, ampak morda že v naslednjem desetletju bo potrebno infrastrukturo kaj spremeniti, bodo šli avti hitreje, vozili bodo bojda sami. Sami bojo vozili, ampak sigurno bomo morali, saj tukaj v Sloveniji, mi še kakšne širitve narediti. Ne? Lejte, zdaj, če pogledamo samo tole obroč okrog Ljubljane, ne? Ta je praktično, velikokrat se kar stoji, ne? Posebej ob teh konicah in pa v turistični sezoni in tako naprej. Tale zahodna obvoznica je čisto preobremenjena, ta bi že zdavnaj morala biti 6-pasovna. Sej se dela zdaj, projektna dokumentacija se pripravlja za širitev ljubljanskega obroča, ne? Pa ne samo obroča, ampak tudi del teh vpadnic za ta obroč. Predvsem proti morju, ne? Ja, tale proti morju bo čez 10 let pregorela, to je jasno. Zdaj, ali bomo šli vsi na vlak, samo če bomo tako delali proge, ki jih zdaj delamo, slab kažejo, ne? Če pogledali tale drugi tir, se gre kar malo na jok, ne? Če mi tako delali, kot te železničarji, še danes delali Vrhunko Postojno, ne? To je zacrknit, ne? Ja, najlepša hvala za zgodbe in prigode in pa za tele odseke, po katerih se zdaj lahko vozimo. Hvala, ni za kaj.